Hvala, Maruša, tukaj iz edogodek.si in tole je četrti video v tejle video seriji, kjer si pogledamo različne tipe video lekcij, ki jih lahko uporabimo za naše spletne tečaje in online programe v splošnem. Zdaj, tale video oziroma tale primer video lekcije ni tipičen primer, bom rekla, neke video lekcije, ampak gre pravzaprav za to, da kako lahko v bistvu snemamo tudi razne meditacije in pa tudi kakšne podcaste, skratka, tip vsebine, ki je pravzaprav ponavadi dopolnitev našega spletnega tečaja oziroma našega online programa, ali pa kot, bom rekla, nek samostojen produkt, ali pa celo mogoče za neke bolj promocijske namene. Zdaj, jaz bom skušala prikazati samo toliko, zato da imate primer, da vidite pravzaprav, kaj vse se da s primernim orodjem delati, namreč tole je prazno enostavno za pripraviti, ker vse, kar rabimo pripraviti, je to, da posnamemo svoj glas, potem pa dodamo ostale zadeve in moram reči, da je res v 5 minutah imate lahko meditacijo pripravljeno, pač potem, ko jo posnamete, točno 5 minut rabite za to, da jo pripravite, da dodate glasbo in vse te zadeve. Mimogrede to pripravljamo z istim programom, s katerim delam vse ostale zadeve, od kreiranja spletnih tečajev do vseh teh videov, ki jih vidite mojih, za promocijske namene in vse zadeve, skratka, pripravljam v tem orodju. Orodje je za vajo brezplačno. Če pa kupite plačljivo verzijo, pač ko res delate za resne zadeve, rabite pa seveda plačljivo verzijo, je pa res pocenska zadeva, skratka, mislim, da je $36 na letni ravni oziroma $6, če kupujete samo mesečno. Super orodje, enostavno za uporabo in pa predvsem uporabno za vse te primere video lekcij, ki si jih bomo pogledali. Zdaj pa prosim, ne se smejati, ker jaz nisem stručko za meditacije. Skušala bom samo povzeti oziroma prikazati način, kako se tak primer meditacije naredi, oziroma ne bom pokazala, kako se naredi, ampak bom pokazala ta primerek narejen, kako to izgleda, tako da prosim, bodite prizanesljivi do mene, ne gremo v meditacijo, bom pa skušala pač spremeniti ton mojega glasu, kar sicer ni moja navada, oziroma pač ni moj običajen način snemanja, tako da, ja, prizanesljivo. Torej, tak način snemanja je pravzaprav primeren, kadar delamo meditacije ali pa kadar delamo mogoče neke podcaste, skratka, kadarkoli, kjer temeljimo na, bom rekla, prezentiranje, temeljimo na svojem glasu, ki ga potem dodatno lahko še, bom rekla, olepšamo ali pa dodamo, bom rekla, video, predvsem zato, da je primerno to potem recimo za na YouTube ali pa da je primerno za v spletne učilnice v video obliki. Zdaj, tukajle je seveda v bistvu vsa celotna zadeva temelji torej na našem glasu, vse ostale zadeve so dodane kasneje in je pravzaprav zelo enostaven način priprave. No, tole seveda ni bila meditacija, sem pa skušala v bistvu pokazati pravzaprav, kako lahko naredimo en tak posnetek zelo enostavno. Ker ne rabimo biti gor s svojim stasom in obrazom, je pravzaprav tudi zelo hitra produkcija, ker se ne rabimo lišpati pa oblačiti primerno, skratka, primerno, pač ne rabimo kakšne posebne vizualne priprave, tako da v bistvu je zelo enostavna zadeva in tudi v bistvu je to eden od, bom rekla, načinov, ki ga mogoče bolj uporabljamo kot dodatek spletnim tečajem, kot pa bom rekla, da je to neka video lekcija. Kar pomeni, da z orodjem, s katerim pripravljamo spletne tečaje, lahko pripravljamo tudi drugačne video vsebine, to se pravi tudi druge video vsebine, ki so primerne, bom rekla, za edu-marketing, to se pravi za marketing, ki temelji na izobraževanju, kar pomeni, tako lahko pripravljamo vsebine za promocijo, kot v končni fazi tudi vsebine za naše online programe. Zdaj, seveda pri sami implementaciji vas peljem skozi v mojih plačljivih programih, bodisi v samostojnem spletnem tečaju za samostojno učenje, torej to gre za produkt, ki je samostojen, imenuje se Spletni edukator, naredi spletni tečaj, tam vas res peljem čez osnove, kako take vsebine pripravljati, kako to narediti.
Potem pa seveda za tiste, ki ste pa tudi e-podjetniki oziroma ki svoje vsebine tudi prodajate na trgu, rabite pa seveda, bom rekla, rabimo pa mi e-podjetniki, rabimo pa nekaj več znanja, torej ne samo to, kako se skreira programe, ampak tudi to, v bistvu, kako narediti celotno strategijo, kaj je tisto, kar bomo delali v online obliki in v kakšni online obliki bomo to delali, do tega, kako bomo zadeve promovirali, kako bomo promovirali sebe kot blagovno znamko s pomočjo, bom rekla, teh spletnih orodij, do, bom rekla, na koncu prodaje oziroma lansiranja online programov in pa prodaje s pomočjo spletnih orodij, plus še spletne učilnice in vse te zadeve. Skratka, ves ta, bom rekla, ves ta aspekt, ves ta asortima pokrijemo pa seveda v članskem programu Spletni hub za e-podjetnike, kjer sem vam na voljo tudi za osebno podporo. Tisto, čemur vas pa pravzaprav zdajle vabim, je pa prvi korak, da naredite prvi korak varno, brezplačno, da sploh vidite, kako ta svet online tečajev in vsega tega online e-biznisa zgleda. Je pa povabilo torej na brezplačni spletni izziv Skreiraj spletni tečaj v 5 dneh, kjer naredimo, bom rekla, čisto tiste osnovne temelje kreiranja online programov iz vidika, didaktičnega vidika, torej tega izobraževalnega vidika. To je vidik, ki ga marsikdo, ki se nikoli ni izobraževal pa šolal za, bom rekla, edukatorja, zanemari oziroma ga sploh ne pozna. Skratka, ste res lepo povabljeni, da vsaj ta aspekt pokrijete in pa potem naredimo tudi že prvi korak v konkretno tem računalniškem orodju, v katerem vse tole pripravljam. Naredimo pa torej prvi korak, toliko, da vidite, pravzaprav, da dobite osnove, kako potem se lotiti stvari naprej, da so tehnostavne, torej tehnično enostavne in pa didaktično oziroma izobraževalno učinkovite za naše udeležence.